Nič ne uide usodi, ki jo piše črno zlato, niti Bitcoin. Ok, smo v načinu dveh grafov in tukaj na levi imamo Bitcoin graf, Bitcoin All Time History, tedenski graf, medtem ko tukaj na desni strani pa imamo graf cene nafte. To je tudi tedenski graf. In na prvi pogled, kot vidite, te dva grafa v bistvu nimata nobene korelacije. Nekaj časa sta v pozitivni korelaciji, nekaj časa v negativni in tudi sem opazil analitike mnogih analitikov, da v bistvu primerjava teh grafov za korelacijo nima nobenega smisla. Ampak, kar sem jaz opazil na teh dveh grafih, je nekaj drugega. Je bolj v smislih divergence. In to vam bom pokazal takoj. Kot vidite, tukaj imam tudi označene Bitcoin cikle, glede na halvinge. Pa dajmo si pogledati tukaj ta prvi vrh, ki ga imamo. Kot vidimo, smo tukaj naredili vrh in na to nižji vrh. Pa bom jaz tole kar označil. Medtem ko tukaj pri nafti v tem istem času smo mi naredili vrh in pa višji vrh. Poglejmo si zdaj še ta drugi cikel. Tukaj imamo podobno situacijo. Vrh in potem smo padali z nižjimi vrhovi. Medtem ko nafta je pa tukaj v tem istem časovnem obdobju naredila vrh in pa na to višje vrhove. In potem, kot vidimo, je vse skupaj padlo dol. Pa poglejmo si zdaj ta tretji cikel, ki ga imamo tukaj na tem grafu, oziroma vsaj glede na tole štetje, tretji cikel. In kaj imamo tukaj? Spet isti vzorec, vrh in pa nižji vrh. Medtem ko tukaj pri nafti smo naredili v tem istem časovnem obdobju vrh in pa kar precej višji vrh. Kaj hočem jaz zdaj s tem povedati? Kadarkoli se je to zgodilo, ta divergenca, kot vidite, smo mi potem padli v medvedji trg. Ampak zadeva deluje tudi v nasprotni smeri. Če pogledamo tukaj ta prvi cikel, vidimo, da imamo pri Bitcoinu tukaj dno in pa na to višje dno. Medtem ko nafta je pa v tem istem obdobju naredila dno in pa nižje dno. In kaj se je zgodilo potem pri Bitcoinu? Dobili smo tale velik bull run. Poglejmo drugi cikel. Imamo isto situacijo. Tukaj imamo dno in potem tole višje dno, ki smo ga dobili s tisto virusno krizo. Medtem ko tukaj pri nafti pa imamo v tem istem obdobju dno in pa nižje dno. In poglejte to, kaj se je zgodilo pri tem ta zadnjem bull runu pred halvingom. Spet imamo dno in pa višje dno pri Bitcoinu. Medtem ko tukaj v tem istem časovnem območju imamo dno in pa nižje dno. In v bistvu tale divergenca se še vedno nadaljuje, tako da lahko bi tole potegnili vse do sem. In kaj zdaj? Zdaj, ko smo tole opazili. No, najprej rečem, da se gre tukaj za hipotezo, ki je pač ustvarjena na podlagi opazovanja preteklosti. Ampak, če bi ta hipoteza držala, kot vidimo, tukaj se zdaj pomikamo v negativni korelaciji. No, če bi ta hipoteza držala, potem bi bilo treba počakati na pozitivno korelacijo, torej da nafta začne rasti skupaj z Bitcoinom. In potem v tej rasti, da dobimo ponovni vzorec, torej Bitcoin naredi vrh in na to nižji vrh, medtem ko nafta naredi vrh in na to višji vrh. In v tem primeru, vsaj glede na to hipotezo, bi to lahko pomenilo začetek medvedjega trga.
Tako da glede na to mi lahko potegnemo ven, da medvedji trg še ni kaj dosti blizu. Ampak treba je upoštevati, da razmere na trgu vsaj trenutno so kar precej nestabilne. Poleg tega tudi to je treba upoštevati, Bitcoin ima v primerjavi z nafto kar precej kratko zgodovino. Tako da po mojem bo treba počakati vsaj še nekaj ciklov, da se to dejansko potrdi. Ampak zanimivo je tudi nekaj, ko sem jaz pod tole hipotezo pogledal Nasdaq. Zdaj tukaj se ujema vsaj kar se tiče vrhov, no tukaj je to tudi na nek način nakazovalo recesije. Kot vidimo, imamo tukaj označene recesije. Ta prva v 2001 in ta druga v 2008. In kot vidimo, mi tukaj smo naredili tale vrh in potem nižji vrh, medtem ko nafta je spet tukaj naredila vrh in pa višji vrh. In na to se je zgodila tale recesija leta 2001. Potem imamo ponovno podobno situacijo tukajle. Leta 2007-2008 imamo tukaj vrh in nižji vrh. Medtem ko v tem istem obdobju je nafta naredila tukaj en vrh in potem na to višji vrh. In potem imamo tudi tukajle še eno obdobje, sicer ni označeno kot recesija, ampak smo pa kar precej padli. Torej tudi tukaj smo mi naredili vrh in na to nižji vrh, medtem ko tukaj pri nafti smo spet naredili vrh in pa višji vrh. Tako da zanimiva stvar s temi divergencami, kar napišite mi spodaj v komentarjih, kaj si vi mislite o tem. Zdaj, kaj se tukaj dogaja v ozadju, dejansko pač ljudje na trgu zapuščajo risk-on naložbe in grejo v nekaj sigurnejšega, kot je na primer nafta, kar se v bistvu potem kaže tudi pri drugem višjem vrhu od nafte. In potem očitno pride do medvedjega trga, ko pride spet do korelacije in oba trga, oziroma v tem primeru vsi trije, padajo dol. Tako da tudi čeprav tukaj ni neke take jasne korelacije, je vseeno treba upoštevati, da je ogromno stvari odvisnih od cen energije. Ampak glede na to ugotovitev, kot vidimo tukaj, tudi tukaj namreč še nimamo pozitivne korelacije med cenami nafte in pa Nasdaqom, to bi lahko pomenilo, da medvedji trg še ni nič kaj blizu. Ampak dajte mi povedati, kaj si vi mislite o tem. Ste morda tudi vi našli kaj zanimivega? No, kar napišite spodaj pod komentarje in seveda ne se pozabiti naročiti na kanal, ker cene Bitcoina in ostalih kriptovalut kar redno spremljamo. Najprej bi se rad zahvalil vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tega kanala. Če želiš morda tudi ti postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Seveda v zameno za podporo dobiš dostop do dodatnih vsebin, kot je na primer tudi predogled videov, preden jih objavim na YouTubu. S paketom više pa dobiš dostop tudi do mojega Discord strežnika. Tam objavljam tudi tehnične analize kriptovalut na manjših časovnih intervalih. In poleg tega patroni dobijo tudi dodaten popust na moji spletni trgovini. Vse, kar so do časa nakupa prispevali, lahko uporabijo kot dobroimetje in tako lahko nekateri patroni celo nakupujejo zastonj. In ko smo že pri spletni trgovini, ne pozabite obiskati, tam se je zvrstilo zdaj že kar nekaj naprednejših indikatorjev, imamo naprednejši RSI, naprednejši MFI, RSI, ki se prikazuje direktno na svečkah, MFI, ki se prikazuje direktno na svečkah in tukaj je tudi ARI, oziroma Asset Rotation Index. No, ta indikator prikazuje, kam na kriptotrgu se preliva denar, ali se preliva v Bitcoin, ali altcoine, ali stablecoine. Hvala vam, da ste si video ogledali do konca, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Seveda tudi komentirajte spodaj, zanima me vaše mnenje in začnimo debato.
Tukaj na tem kanalu redno spremljamo tok kriptovalut, tako da se vsekakor splača naročiti. Seveda, da ne zamudite kakšnega prihodnjega videa. In tako, zdaj pa vas še lepo pozdravljam, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.